Kako se na Pošti Slovenije spopadate z gospodarsko krizo? Uspešno. Poletni rezultati kažejo, da so ti praktično identični z tistimi eno leto nazaj, kar pomeni, da je uprava, ko je začela sprejemati protikrizni ukrepe že v lanskem letu, v novembru, decembru in pa letos januarju, februarju, da so ti rodili uspehe. Med drugim se zavzemate tudi za preoblikovanje pošt. Kakšen je njihov namen? Namen je predvsem racionalizacija poslovanja v Pošti Slovenije o prihajajoči liberalizaciji leta 2011, ki nas pa čaka. In to so pripravljeni projekti, ki bi naj Pošto okrepili tudi tržno pozicijo. Zagotavljam pa seveda, da se kakovost poštnih storitev na teh območjih ne bo nič zmanjšala za te prebivalce, ki so. Celo izkušnje iz nekaterih že uvedenih mobilnih pošt kažejo, da se nekateri želijo obdržati mobilno pošto in so z njo bolj zadovoljni, kot pa prej se ponabljajo. Torej gre za neke vrste zmanjševanje stroškov oziroma varčevanje? Zmanjševanje stroškov. Kakšne so prednosti premične pošte in kako sploh izgleda? Prednosti premične pošte so v tem, da prebivalstvu se približa pošta, ne pa da pošta na stacionarni točki čaka prebivalstvo, da pride opraviti storitve. Koliko bodo storitve dražje oziroma koliko bo Pošta Slovenije sploh privarčevala? Pošta Slovenije bo privarčevala obratovalne stroške na teh stacionarnih poštah in stroške manipulativnega dela. Na drugi strani bo pa povečala prihodek, s tem, ko se bo število storitev povečalo.